Lepo pozdravljeni vsi, ki ste v najini družbi. Velikonočni ponedeljek je in če bi bil običajni velikonočni ponedeljek, bi danes bilo zelo malo ljudi v najini družbi, kajti vsi bi se odpravili v Emaus na obiske. Tako pa verjamem, da marsikdo naju spremlja. Midva sva tudi danes doma. To, kar gledate, sva posnela že v velikonočnem tednu, ampak kljub temu Lahko rečeva, Jana, dobrodošla v Emausu. Dobrodošli tudi vi. Čeprav, kot si rekla, sva pač tole naše srečanje morala opraviti že pred današnjim velikonočnim ponedeljkom. In ravno o tem, kako potujemo, kako se obiskujemo in kako pomembno je potovanje ki ga opravimo drug proti drugemu, bova spregovorila danes. Ja, običajno razmišljamo na velikonočni ponedeljek prav o tem. Jezus sreča dva učenca, ki sta bila na poti v Emaus in ga prepoznata po lomljenju kruha. In seveda, če je sama velika noč zaznamovana s praznovanjem v ožjem krogu v družini, je velikonočni ponedeljek tisti dan, ko se odpravimo na pot in obiščemo ne samo prijatelje, znance, ampak se srečamo tudi z vsem, kar se prebuja v naravi. Ker mi smo del stvarstva in ko stopiš v naravo, ko zaznaš to prebujanje, se tudi v tebi dvigne tiste moči, se prebudijo tiste moči, ki jih potrebuješ za razcvet, za uresničevanje svojega poslanstva. Ampak sam sem v teh dneh zaznamovan z razmislekom o eni drugi, malo drugačni poti, ki se mi zdi zelo, zelo pomenljiva in zelo pomembna. Namreč k poti, kako bi rekel, saj smo tukaj na kmetih, zdravi kmečki pameti, na poti k zdravi kmečki presoji. In mislim, da bo moralo človeštvo, da bo moral vsak pri sebi opraviti to pot k zdravi presoji. Pot k vrednotenju lastnega premisleka. Seveda zdaj so verjetno ti, ki se družijo z nama, pomislili na ukrepe. Ja, ukrepi so potrebni, ampak vendarle, ko nam nekdo nekaj da kot ukrep, to ne pomeni, da mi slepo sledimo, da izključimo lastno pamet, lastni premislek, ampak je dejansko človek odgovorno bitje. Človek je bitje, ki se ob dani situaciji zaveda, da se mora določenih varoval držati, vse tisto, kar nam omogoča, da se virus usodno ne širi. Obenem pa se vendarle ob teh ukrepih mora spraševati, ali so v skladu z celovitostjo dogajanja v družbi in ali so v skladu z, preprosto rečeno, zdravo kmečko pametjo, zdravo kmečko presojo. V teh dneh sem, bom rekel, žalosten. In morda se je že na začetku, ko sem vas zrl, opazila ta otožnost, ta prizadetost. Ker ko stopim v dolino, opazujem, kaj se dogaja, posebej v tem predprazničnem nakupovalnem vrvežu. Res je, na trgovinah so izpisane številke, koliko je lahko notri udeležencev. Ampak, ko sem stopil v eno izmed teh trgovin, sem bil presenečen, ker so delale vse blagajne na polno in je bilo seveda vsega polno v dogajanju. Ljudje so prijemali sadje, si ga ogledovali, si jemali, kar so potrebovali ali pa tudi ne potrebovali v nakupe. Sam sem pa pomislil, ja, potrebno se je držati varovalnih ukrepov. Ampak zakaj so zaprli cerkve? Mi smo se držali varovalnih ukrepov. Tudi mi smo imeli določeno število. Recimo, Lučka cerkev ni tako mala, ampak je bilo samo 11 posameznikov lahko oziroma družin v cerkvi. V Solčavi samo 9. Zakaj so nas odrezali od živega stika? Midva z mojim župnikom, jaz sem kaplan, sva naredila že razpored številnih
možnih srečanj z ljudmi, kjer bi upoštevali vsa pravila. V čem smo mi bolj kužni? V čem je duhovnost bolj kužna? V čem duhovnost ogroža strukturo? Zakaj makaroni ne ogrožajo? Duhovnost, duhovna prebujenost pa ogroža. To je eno tako temeljno logično vprašanje, se držimo ukrepov. Ampak veste, pred zgodovino bo ta ukrep prepoznan kot podel, kot nedopusten, kot ukrep, ki ga bo čas spomnil, kot paradoks. O njem bodo mogoče pisali pod rubriko, ali je res, oziroma saj ni res, ali je res ne, ker ne moreš verjeti, da ti lahko nekdo to stori, ob vsem, kar ti upoštevaš, in potem te odreže od živega stika. Tudi mi smo morali zapreti svoja vrata. V čem je, Vrata gledališč Ja. so zaprta že. Šol. Šol, Ja. tako. V čem je razlika, recimo, dotikati se vrečk makaronov, ne? In dotikati se knjig? V čem je razlika? A ti preprosta logika da tukaj odgovor? Ne da mi preprosta logika, me pa sili na razmišljanje, da je Kultura knjiga, nevarna, tako, da je knjiga nevarna. knjiga je Namreč, orožje, a Ja, ne? knjiga je orožje, ker recimo nekdo ti plasira resnice skozi medije, skozi televizijo, skozi elektronske medije in ti ne premisliš, ne? Ti vzameš, kot rečejo, zdravo za gotovo, ne? Kar ti oni rečejo. Knjiga pa odpira misel, knjiga spodbuja k razmisleku, ne? In to, kar so naredili, recimo tudi v odnosu, recimo, tudi šol, ne? Živega stika otrok z učiteljem, kajti učitelj da navdih, da spodbudo, živa prisotnost, ne? To, kar so naredili do kulture, recimo konkretno, ne? Ker sva v okviru knjižnice, ne? To je nedopustno, to je krivično, jaz bom rekel celo iztirjeno, iz kulturnega obnebja, ki bi ga morali ohranjati, ne? To je, lahko bi rekli, celo v kontekstu tiste, bi rekel, velike poenostavitve, o kateri govorijo, ker bo vse enostavno, vse enoumno in zato tudi neumno, ne? Zato je prebujajoča duhovnost nevarna, ker prebuja človeka, prebuja samozavest, odpira k Božjemu duhu in tu ne veš, kaj bo ta Božji duh prebudil v zavesti človeka. Zato so nevarne knjižnice. Knjige so zelo nevarne, priznam. To, kar me je spreminjalo v življenju, so bile moje napake, ki so me izučile, in pa knjige, ki so dejansko sejale v mojo misel, ob vsem, kar sem v življenju doživljal, tisto, iz česar je izrastel uvid, iz česar je izraslo spoznanje, iz česar sem lahko sam rasel, ne? In stopiti v knjižnico je prav tako kot stopiti v svetišče, ne? Kajti vse tiste knjige, ki so na polici, dejansko vejejo k meni, me nagovarjajo. In prav zanimivo je, kako me določena knjiga, čeprav brez očal slabo vidim, ampak me pritegne in vzamem prav tisto, kar potrebujem v določeni situaciji, v določenih razmišljanjih svojega življenja. Tako da najin danes pohod v Emaus je bil predvsem v stilu pojdimo k zdravi presoji, pojdimo k samozavesti, pojdimo k treznemu razmisleku. Ne govorimo o resnicah, tudi to, kar vam zdaj govorim, so samo miselna izhodišča. So zelo iskreno izrečene, tudi v prizadetosti, v ranjenosti, v žalosti izrečene misli, ki naj budijo vaš razmislek. Obenem pa naj prebudijo tudi vašo samozavest, kajti čas je za samozavest. In v aprilu bova poskušala hoditi proti zdravi kmečki pameti. Bodite z nami. Ja, bodite z nami, pa lep pozdrav na današnji Emaus iz Konjskega Vrha.